Dober večer vsem skupaj. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste si vzeli čas in se nam nocoj v Antonovem domu v Ljubljani na Viču pridružili na prvem javnem snemanju oddaje Odnosi so zakon. In dobrodošli vsi, ki oddajo spremljate ali preko podcasta, ali pa preko YouTubea, ali pa preko lokalne televizije. Dobrodošlica tudi vam. Glejte, danes živimo v času, ki je do odnosov dokaj neizprosen. Po eni strani imamo veliko znanja, več kot kadarkoli. Psihološka stroka napreduje kar naprej tudi s pomočjo novih raziskav, nove tehnologije, ki omogočajo pogled v človekovo čustvovanje, v njegovo delovanje v odnosih. Po drugi strani smo pa vsi nekako prezasedeni z preobilico informacij, tega znanja ne znamo spraviti v prakso. In tudi pri družini in življenju, kjer se že 25 let ukvarjamo z preventivnim delom za odnosi, ugotavljamo, da mesečno delo, ki ga zakonca opravljata s tem, da prideta na srečanje zakonske skupine, ali pa recimo letno delo s tem, ko gresta na kak seminar za zakonce, v tem času poplave informacij nekako ni dovolj. Zato smo že dolgo časa razmišljali o tem, kako bi to situaciji tudi s pomočjo sodobne tehnologije pomagali premostiti, rešiti. In nocoj vam v tej posebni prvi premierni oddaji Odnosi so zakon predstavljam ekipo, ki dela na tem zadnjih nekaj mesecev, pa vas povabim, da se najprej na kratko predstavite. Kdo ste? Ja, moje ime je Janez Meden, sem pol leta poročen in takoj po poroki sem se lotil učenja drugih zakoncev, kako se to dela. In tako sem prišel v to ekipo na INEP. Jaz sem pa Simona Janžekovič, sem poročena 12 let, z možem imava 6 otrok, sva pa tudi že 10 let prostovoljca pri Dižu, tako da po tej poti sem jaz prišla na INEP. Lep pozdrav, moje ime je Miha Novak, imam eno ženo, enega sina. Sem dosti razmišljal, da se nam zmotil, zdaj se nisem zmotil. Tako da jaz sem pa psihoterapevt, delam s pari in sem pri ekipi priključen. Ja, dobro večer, jaz sem Nej Cilc, poročen skoraj 10 let, imam 4 otroke, malo mi je žal, no, ker zdaj risanko gledajo brez mene. Tako no, pri Dižu so pa tudi ženo že od samega začetka, se prav spomnim, koliko so dobila na temeljnem seminarju eno flašo vina, takrat za nagrado, ker so bila najmlajši par. Tako da. Se pravi, pri nas takoj po poroki. Bravo. Ja, tako je. Moje ime je Benjamin Siter, ja, imam tudi eno ženo in 4 otroke in od leta 2020 vodim družino in življenje. Ob tem uvodu, ki sem ga naredil prej, nekako sem veliko časa čutil pa že en klic, sploh pa od leta 2019, ko me je prijatelj Aleš Čerin povabil k izgradnji samega sebe v moški, moji, bi rekel, vlogi preko aplikacije, ki se je reklo Exodus 90, se pravi aplikacije, ki je skupino moških povabila v 90 dni posta, takega rigoroznega, kjer si brez, se pravi, kjer smo bili povabljeni, da smo 90 dni brez interneta, brez alkohola, brez raznih stvari in z hladnim tušem. Ampak sem ugotovil, kako tisto delo, ki je bilo, se pravi, podprto strani tiste aplikacije in je omogočalo, da si vsak dan prejel ravno pravo dozo vsebine, omogoča, da mi moški ob tem rastemo in smo potem to delali še na daljši rok, smo bili nekako v skupini vključeni 3 leta in ob tem se je začela vedno bolj oblikovati ideja, se pravi, najprej pride misel v glavo, potem začnejo se stvar ubesedovati, govoriti o njej. Na takšen način sem jaz v bistvu začel govoriti o tej ideji z vsakim, ki je imel 5 minut časa in je bil voljan malo poslušati. Sploh pa z vsakim, ki sem ga videl kot nekoga, ki bi bil lahko potencialni sodelavec pri tej ideji. Bilo je tudi kar nekaj poskusov, ko smo se dobivali ob večerih, ko smo razmišljali, potem smo začeli tudi recimo z eno poskusno ekipco se tedensko nekako dobivati. Veliko je bilo razmislekov, na kakšen način bi znotraj obstoječe ekipe, družine in življenja lahko razvili en tak projekt, ampak ob vsem delu, ki ga redno opravljamo,
je bilo to čisto preprosto nemogoče. Tako da moral sem se potem najprej posloviti od ideje, da bi to moral jaz sam narediti, pa da bo v redu, če bom k temu še zares koga povabil. Na ta način smo potem začeli lansko leto bolj aktivno, ko se je v ekipi Družine in življenja Bogomila in Rok Černelič sta se pridružila temu projektu prav specifično in je nastal adventni izziv Geneza 23. In smo bili popolnoma presenečeni nad 930 pari in več, ki so se pridružili temu adventnemu izzivu za pare. Se pravi, ideja, ki je bila iz one moške ideje, v bistvu dajmo zdaj mi par prepeljati skupaj. In potem je bil še en poizkus v juniju, ki smo vedeli, da je manj ugoden čas za kaj takega. Smo rekli, dajmo namenoma v času, ko v bistvu ljudje res nimajo časa, preveriti, ali bi kljub temu želeli delati na takem projektu, in je prišlo preko 500 parov. In smo ugotovili, da dejansko preko vseh anket, odzivov, gledajte, mikrorutinsko delo na odnosu, vsak dan znova, ki bomo potem kasneje povedali, kako točno to zgleda, kako ta ideja trenutno zgleda, to je nekaj ta pravega. Ne? In bilo je treba še majčken rasti, pa majčken poguma, da sem si upal potem bolj aktivno povabiti zraven celo dodatno novo ekipo. Tudi hvala vsem pri Družini in življenju, ki so temu dali zaupanje in da smo si upali tudi našo čisto majhno rezervico temu nameniti. Tako da v bistvu je bilo tukaj veliko vere vseh nas potrebnih, da smo šli potem v to, da smo začeli vabiti ljudi, če bi 1. oktobra, smo si zadali kot termin, prišli zraven. In ko sem jaz opazoval Janeza in njegovo v bistvu evangelizacijsko zagretost kot teolog, ko sem opazoval tvoje delo recimo pri različnih projektih, naprimer Luč.si, potem neka adventna akcija, preko video si jo tudi delal in tako, si se mi vedno zdel kot en človek, ki ima nek podoben žar za to, da bi ljudem prinesel Kristusa. In pol, ko sem slišal, da si se še poročil, sem pa res rekel, a bi ti 1. oktobra prišel zraven in čudežno si nekako imel čas. Mislim, ja, teh projektov je bilo že zelo veliko. Jaz sem bil v bogoslovju 4 leta oziroma še 1 leto kot premišljevanja. In zelo resno hotel biti pač nek duhovnik z tudi nekim poudarkom na delu za mladino oziroma na socialnih omrežjih, tako z nekimi novimi mediji. Pa sem bil odslovljen, se ta zgodba ni zgodila, pa so se odprla nova vrata pri Luč.si. To, mislim, noben projekt oziroma nobena stvar, ki sem se do zdaj lotil, ni bila samo od mene odvisna. Vedno so bili tako neki drugi ljudje, ki so se pač stvari povezale, so se mi odprla vrata in sem pač šel tja. In že dolg časa, pravzaprav takrat, ko sem šel iz bogoslovja, se pravi, 2019, živim nekako tako, da nikoli ne vem, kaj bo naslednja stvar. Vedno je nekaj začasnega in trenutno nek projekt, ki mi je pri srcu, ki ga rad delam in se želim, da bi šel naprej. Tudi že poskus z eno aplikacijo je bil, tako vedno so ali neke obljube ali neka upanja, da nekaj bo, pa se pol konča. Tako da zdaj sem nekako že utrjen v tem, da tako se to zdaj mogoče slabo slišam, ampak niti ne pričakujem, da bo uspel oziroma sem svoboden od tega, uspe ali ne, ampak z nekim veseljem delam tukaj. In ko si me klical, ko sva se slišala, sem bil na enem takem projektu, ki je bil začasen, ki mi bil sicer ful všeč, delal sem z veseljem in tako se mi zdel koristen, ampak je bilo tako, za tale čas, tole nared, pol pa ne vemo, kako bo naprej. In nekako sem, tako kot sem rekel, se že navadil, da ne vem, kaj bo, ampak sem se tudi navadil, da ko se en projekt izteče oziroma ko iztiska, Bog odpre nova vrata. In tako me je klical Benjamin, kaj delaš od 1. oktobra naprej. Sem rekel, ne vem, do konca septembra vem, imam en projekt, pa sem pa na voljo. Pa je rekel, ni še ziher, pa sem rekel, spet nekaj tazga. Ampak pol je bilo ziher, oziroma vedno bolj ziher in 1. oktobra sem dejansko prišel nekam in začel nekaj delati in zdaj smo tle, ko je približno nekaj za pokazati. Hvala, ja. Dejansko je res nenavadno, kako je ratovalo vedno bolj ziher, kako ni bilo ziher, pa en kup stvari se je zapiralo, potem se je pa tudi odpiralo.
Simona, bomo prišli k tebi na koncu, bomo preskočili tule do Mihata. Miha Novak, tebe so mi z več koncev priporočali za to vlogo. Ne vem, če sem ti to kdaj povedal, ampak jaz sem prav od parih drugih terapevtov rekel, unle fant Miha, on pa dobro dela. Potem smo se srečali kakšno leto pa pol nazaj ob ustanovnem srečanju Katakomb, ne, kjer ste v bistvu, lahko mečkem potem več poveš o tem, ste s fanti v bistvu delali iz tako dobro delo, izobraževanje, usposabljanje mladih fantov. Všeč mi je bilo tudi to, da si v bistvu delal pri vojski nekaj časa, ker v tem delu za odnose je ena stvar ziher. Ženo boš imel zmeri zraven, ne? Žena bo za stvar, ona bi rada delala na odnosih, dece je pa težko dobiti. In dobiti enega deca, ki ima izkušnjo, kako delati z deci, to se mi je zdelo res dobro. Tako da, ko sem te poklical, si rekel, ja, do septembra ne morem, od takrat naprej pa ali neki, ali pa semle grem in evo, smo te uspeli prepričati, ne? Ja. Zdaj sta že videla dobro začela, ti bi nam se rekel neki, Janez je rekel septembra neki. Ti si me poklical in si rekel in si mi to predstavil, te svoje sanje, ampak jaz sem mogel te tvoje sanje, ker sem nekako verjel, razložiti svoji ženi. Ker sem imel takrat še en drug projekt zastavljen in sem se lih odločil, če mislim, je bilo tako, da načeloma sem mislil na en drug projekt in si ti s tem klicem rekel, ja, ena zadeva se, ne vem, tako kot si ti Janez rekel, ne vem še kdo bo zraven, kako bo zgledal, ja, to še ne vem. Predvsem je bilo veliko sigurnih, da ne veš, ampak ker zdaj razmišljam za nazaj, s čim sem je sploh prepričal, ne? S tem mi ne ve, polno vprašajo, ampak zdaj ne vem, ali imam jaz dobro intuicijo, da bo to dober projekt, ali pa ti znaš človeka dobro prepričati v svoje sanje. Zdaj, nekaj od tega je bilo, no. Mogoče oboje, ne? Ja, mogoče oboje. Tako da, ja, sem se pa odločil za ta projekt, ker se mi je zdel super, že ko si ga omenil. In sicer, ja, omenil si pač delo, ki ga delam, delo s pari, ker vidim, koliko je res nekih pač nekih luka, nekih vprašanj, nekih teh stvari, ki jih tudi mi, naprimer s tem delom, ker delamo, bomo lahko nesli. Ne gre za neko, to za cel, mislim, ne gre to za nek terapevtski proces, ampak ogromno nekih stvari pa lahko prek aplikacije, prek nekega tega vsakdanjega dela damo. Ne? In se mi je zdaj to prva točka, da gre lahko za dober projekt. Drugič, čisto osebno mi je zelo fajn biti v ekipi, ker kot psihoterapeut se hitro znajdeš, da si sam in skozi sam. In letos februarja sem jaz zaključil delo v vojski in vojska pa res temelji na tem, da si v ekipi. Tudi če se nič naredi, važno, da si v ekipi. Ne? Tako da, in to sem pogrešal, neko ekipo tudi, ki nekako podoben vid situacijo, ki ima neko podobno, ki se ujame tudi v smislu nekega nazornega vidika ali tako v svetu in to se je tukaj poklopilo vse, tako da zdaj smo tukaj in delamo. Pa veš, kaj me je še prepričal pri tebi, ne? Po vodi pridi bosa, ne? Tvoja pesem, ki smo si jo vsi veselo prepevali kakšno leto nazaj in kaže na to, da imaš tudi res ustvarjalno žilico. Zelo pomembno mi je, da imamo vsebinsko močen temelj, ker pri družini in življenju v resnici ves čas delamo na odnosih, ampak na duhovni osnovi, tako da recimo Janez nekako teološko osnovo, ti terapevtsko osnovo prinašaš v vsebinskem smislu sem zraven, ampak mi vsi skupaj smo lahko samo pametni, a ne? Če nimamo nekoga, ki stvari res obvlada, a ne Nejc. Nejc kot docent na fakulteti za računalništvo in informatiko, sva se lansko leto v Veržeju nekako najbolj jasno imela o tem čas pogovarjati. Ti si bil eden od tistih, ki jaz sem slišal, tale neki programira, takoj ideja, tam. In potem, kadarkoli si me naslednjič videl, mislim, da nazadnje prav tule, junija ali maja, ko smo imeli dogodek za naše mesečne donatorje, Dižovce, si rekel, kdaj bomo potem delali tisto aplikacijo, etko. Pa kakšne 14 dni kasneje smo šla pa na južno, pa se začela pogovarjati. In si rekel, ja, od 1. oktobra naprej imam pa cajt. Ja, tako je bilo, ja. Ja, tale se spomnim, ja, sem te na vratih srečal, sem rekel, živo bejem in da pa začel delati, ja, tako. In ti, tako obraz je bil, kukar, spet me spomnil, ne. Ampak, ja, tako, mislim, da sva čutila en z drugim, no, to željo. Tudi sam sem, že pri Exodusu, kako si ti omenil, ne,
sem rekel, koliko bo to fajn, da bi mi dva žena lahko skupaj delala. Ne. Kako je v bistvu ena taka aplikacija, pa če rečemo programa, ne, tako nek vsebinski program, koliko je lahko bogat, ampak koliko te lahko tudi hitro razdvoji, a ne. Če ne vem, žena nekaj dela, pa raste, mož pa zacapla, ali pa obratno, ne, je lahko hitro en tak problem, ali pa spet en nov razlog za nesoglasja. Ne. Tako da že takrat sem si mislil, pa kako bi bilo super, če bi bila še neka taka aplikacija prav za pare, pa po možnosti še malo z duhovno vsebino. Ne. Tako da ja, pol je šel pa tako lepo vrst, ja. In spomnim se, glih na začetku, na prelomu tega leta, no, se pravi, na začetku novega leta, se ženo enkrat pogovarjava, tako prav, en tak res dober pogovor sem imela in mi je ful dala ene spodbude, da začnem razmišljati, tako, kaj bi pa jaz sploh rad v življenju počel. Ne. Tako malo se hecno sliši, ne, človek, kako je star, že tako neki 35 plus, ne, zdaj bo razmišljal, kaj bi res rad počel, ampak tako, dosta enih stvari se je zgodilo v tistem času. In v bistvu sem pa sprejel eno tako res zame precej nenavadno odločitev, ne, da bom zamenil službo. Ne. Po 15 letih na fakulteti za računalništvo in informatiko sem rekel, da gremo še kaj probati drugega. Ne. In sem rekel, ok, to šolsko leto oziroma študijsko leto bom še tukaj, ne, se pravi do konca septembra, pa da vidimo, kaj bo oktobra. Ne. In sem prav tako rekel enkrat pri sebi, sem rekel, Jezus, zdaj imaš cajta pol leta, ne, pa kaj zrihtaj, ne. Pa je, ne. In je zrihtal, ne. Ja, je zrihtal, ja. A veš, kolikrat sem mu mogel jaz to reči? Da je zrihti. Kolikrat je podaljšal te pol leta, ne. Ja, res je, ja. Kar nekaj teh poskusov je res bilo. Eden od težjih pač takih preizkušenj je bila zdajle čist tik pred dogajanjem, ko v bistvu smo se razšli s Bogomilok in Rokom, ki sta prej vodila ta projekt oziroma sodelovala, ker ima nismo mogli zagotoviti tega, kar pač za družino zares potrebujeta, neko varnost in tako. In potem smo s tem pri delu za aplikacijo za zakonce z ekipo ostali v bistvu sami deci. In smo začeli razmišljati, čakaj malo, če delamo na odnosih, bi bilo pa fajn, vendarle imeti tudi kakšno gospo zraven. In sem v bistvu šel kar orang v akcijo. Mi smo takrat že prišli v Ivančno Gorico, že gledati lokacijo, kje bi delali in takrat smo se srečali s Simono. Simono od nekdaj poznam, Zagreta Divževka, voditeljski par sta z možem Janom, regijski voditeljski par. Mislim, tako res s srcem delata za odnose. Imata pa 6 otrok, pa od tega 2 majhna in 2 doma in jaz tudi, če sem imel Simono takole pred nosom, je nisem videl kot potencialne članice ekipe, ker se mi je zdelo popolnoma nemogoče, da bi ona tudi imela 1. oktobra časa. Tako da je v bistvu to je bilo še v septembru, ko smo se mi začeli dobivati in je bilo v bistvu en četrtek pred petkom, ko bi se naj dobili v Ivančni Gorici, na lokaciji prvič, in smo se mi na Družini in življenju v Krškem pogovarjali in sodelavka Jana pravi, ja, kaj pa Simona, ki nam je zadnjič odpirala vrata tam gor v Ivančni. Pa rečem, ok, Jezus, tole pa po mojem zdaj od tebe prišlo, ker jaz res nisem nič v tej smeri razmišljal in te pokličem in vprašam in kaj si mi povedala. To je bil dan, mislim, teden po tistem, ko smo imeli na Čatežu Dajemo naprej, kjer smo se videli, Dajemo naprej seminar za voditeljske pare in praviš, da ste se z Janom dan zatem nekje sprehajala tam naokrog in se nekaj pogovarjala. Najprej naj povem, da je poklical prvo mojega moža, pa preveril, če dovoli. Ja, no, potem pa sem dobila klic še jaz. Ja, in sem glih razlagala Janu malo pred tem, da se mi je nekaj sanjal ta teden, da sem sedela z Benjaminom v pisarni pa s 3 nepoznanimi ljudmi. Prvič sem jih videla, ne vem niti kdo so, ampak smo sedeli in bili za računalnik in smo nekaj tipkali. Ne vem, kaj smo delali, sploh ne vem, kaj te sanje pomenijo. No. Očitno so te sanje pomenile mojo realnost. Jaz sem že celo poletje, jaz sem bila 7 let pred tem doma z otroci in sem že celo poletje razmišljala, da bi nekam šla naslednje leto, septembra, ko bom otroke uvedla v vrtec.
No, Bog si je zamislil, da grem 1. oktobra, zrihtal še vrtec za oba, kjer je bilo 67 otrok na čakalnem seznamu in mi sploh nismo bili pač tam, tako da, ja, evo, zdaj sem tukaj. Hvala Bogu, odlično. Tako se mi zdi pomembno pač to našo zgodbo, to našo genezo, te naše zgodovino povedati, ker je res eno tako močno znamenje Božjega delovanja. No? Pa dajmo mogoče malo povedati še, kaj počnemo v ekipi, a ne, in kako delamo. Predno gremo na to, kaj smo v tem času uspeli proizvesti. Ja, dobro vprašanje. No, jaz sem bil v ekipo poklican kot vsebinski sodelavec. To je bila Benjaminova ideja, ko mi je poklical, rabimo enega teologa, nekdo, ki zna tako pač nekaj povedati o Bogu, pa veri in tak zanimiv način. Sem rekel, ja, v redu, pridem. In pol, ko smo se dobili že na tem prvem sestanku, je že nekako postalo jasen, da pravzaprav sta Rok pa Bogomila, ki sta prej nekako zastavila in vodila ta projekt, ne bosta zraven, da zdaj nimamo nekoga, ki bo to vodil. Benjamin ne bo zares tako zraven, rabimo nekoga, ki bo vodil. In pol me je v bistvu tako Benjamin spet rekel, ne, a bi ti, mislim, a bi ti to počel? Sem rekel, lej, ne vem, ne vidim se jaz tako v neki voditeljski vlogi, bom razmislil. In naslednjič, ko smo se dobili, je bilo to že vse domišljeno. Jaz nisem rabil nič razmišljati, samo Benjamin je rekel, Janez je zdaj prevzel vlogo vodje. Dobro. Ne, ampak si rekel, Janez. No. Ja, tako implicitno. Nisem rekel ne, dajmo tako reči. Ja. In sem se znašel nekako v tej vlogi voditla in mi je bilo na začetku tako malo težko, oziroma nisem točno vedel, nekako sem najmlajši, se mi zdi, z najmanj izkušnjami in najmanj časa poročen in zdaj bom jaz le vodil neko ekipo, ki dela za zakonce. Ampak bolj mi je bilo s časoma vedno bolj tako, vedno bolj sem videl, koliko stvari, ki sem jih v življenju prej počel, ki je bilo tako, kot sem rekel, toliko enih različnih projektov, pa zanimanj, ki jih imam. Preden sem bil bogoslovec, sem še elektrotehniko šel študirati. Tako vse stvari, ki sem jih kdaj počel v življenju, no mogoče še ne vse, ampak veliko takih stvari, ki sem jih počel, ki so me zanimale, pa sem si dostikrat rekel, kaj to delaš, to je izguba časa, da je kaj pametnega početi. Pa so mi zdaj prišle prav, ko je mogel nekdo zrisati stvari na hiter v Figmi, v nekem oblikovalskem programu, pa sem to znal. Pa je bilo treba razumeti Nejca pa Primoža, ki programirata, pa sem lih dosti razumel, da smo se lahko zmenili, kaj rabimo. Tako ogromno takih stvari se mi je povezal in tako mi je pol Miha enkrat dobro rekel, da tako jaz sem bil poklican v skupino kot nekdo, ki bo delal vsebino, pa sem zraven prinesel še en paket, ki sploh nisem vedel, da ga imam mogoče, ali pa nisem vedel, da bo uporaben. In se zdaj res uživam v tem, da lahko porabim te stvari, ki verjamem, da me je Bog pripravil, da sem se jih lahko naučil, znal. In tako vidim tudi vsakega, ki je v tej ekipi, ki, ne vem, vidim, da na začetku ali pa tako še zdaj se sprašujem, da bi jaz res mogel biti tle ali ne. Ampak smo res z razlogom tako povezani, ne. Tudi Nejc kot programer, ni samo programer, ampak je nekdo, ki razume, kaj delamo, ki je bil v Pardižu in zna povezati to. In to je ful pomembno, zdaj na začetku, ko smo začeli delati stvari, da ekipa res razume, da ne rabiš vedno nekega prevajalca med nami, ampak da imamo vsak tako en svoj paket, pa hkrati nekaj skupnega. In tako ja, no, moja vloga je zdaj v tem vodenju, koordiniranju stvari, malo flikanju lukenj, ko ne najdemo nekega sodelavca za stvari, da bi jih pokril. Hkrati sem pa tudi ja, na vsebini probam delati. Poleg mene je pa pol malo več, ker sem jaz še druge stvari prevzel. Simona je en program napisala, sicer je pa zdaj glavni vsebinski sodelavc Miha. Ja, mogoče Miha lahko kar ti. Simona, k tebi bomo še prišli, ker vsebuje tvoje trenutno delo, velike aktivacije, pa bomo pol povedali, k čemu vabiš. Miha, kaj si do zdaj napisal, no, da kaj pove? Ja, kaj ne rečemo, to se pravi programi, en zunanji, notranji, nam je zelo dobro enkrat rekel, ko mi se veliko pogovarjamo, kakšna aplikacija, koliko mora enih
lastnosti imeti, koliko časa, kot tretje, tako velike ni stvari, oziroma nice to have, ne. Lepo je, če imaš, zanimiv je, ampak on mi je rekel, važna je vsebina. Ljudi boste pač prepričali, ljudje bodo ostali, če bo vsebina močna, ne. Tako, in to se mi zdi, da se zavedamo, težko je pripraviti neko dobro vsebino, ker ves čas razmišljamo, se mi zdi, na vse, na tiste kritične pare, tiste pare pred razhodom, tiste pare, ki mogoče rabijo kakšen stavek, tako osnoven sliša 10-krat, ne. In zdaj po drugi strani neke pare, ki že delajo na sebi, ki želijo samo nadgraditi neko področje. Tako zelo težko se mi zdi se zdaj, ali pa zelo težko, kar nekaj časa mi porabimo za to, da vidimo, kakšen program bi napisali. Se mi zdi, da ena stvar, ki nam tukaj pomaga, je, da vemo, da za vse ne more biti, da še, ja, mogoče na začetku, pač rabimo dati neke programe, ki, bomo rekli, pa zajemajo ljudi, pare, ki hočejo delati, ki si želijo nek del svojega zakonskega odnosa poglobiti, videti majhen z druge perspektive, z drugimi vprašanji, ker se mi zdi, zelo hitro pridemo do tega, ok, to temo sva že tokrat šla čez in prišla z istimi vprašanji, z istimi odgovori, z istim prepirom do konca, ne. In še ponavadi te stvari odpiramo, za konci takrat, ki že malo vreja, ne. In je to neka tista vsebinska podlaga v smislu, ok, odprimo neko temo takrat, ki še ni vroča. Zato se zdaj pripravljajo trenutno programi, imamo program odpuščanje, spolnost, konflikt, to so neki ti začetni. Naš namen je, da naredimo še odnos do staršev, odnos do časa, naprimer, ena zanimiva ideja. Tako se mi zdi, se kar porajajo zdaj nove ideje, kam se bojo programi širili in pač probali specifično malo razsvetliti neko področje, ne. Jaz to aplikacijo vidim kot vsebinsko podporo zakonskemu odnosu v njunem vsakdanu, a ne. Se pravi nekaj, kar ti služi kot opomnik za to, da se spomniš, da tvoj sozakonec ni tista najbolj samoumevna oseba na svetu, a ne. Hkrati pa, ki te v tej, tako kot smo na začetku povedali, poplavi informacij, kjer se ne znajdeš med knjigami, med članki, med podcasti in tako naprej, pač slišiš to, ono, drugo, tretje in ne veš, kako spraviti v prakso, ta zadeva te pa v resnici lahko pelje vsak dan, ne, boš ti mogoče Janez povedal o tej strukturi dneva, ampak te pelje vsak dan čisto malo po principu neke mikrorutine, po neki, v angleščini bi se temu reklo curated path, se pravi kurirana, vnaprej pripravljena pot, a ne. In dejansko vidimo, da pripravljamo ta potovanja, kot jim rečemo, lahko na različnih nivojih, a ne. Tako v tem nekem bolj vstopnem smislu, lažjem smislu za neke pare, ki še niso toliko vajeni delati na odnosih, pa potem v bistvu kasneje si predstavljamo, da bo to lahko veliko možnih poti, veliko različnih vsebin na veliko različnih nivojih in da bo aplikacija sama tista, ki ti bo v bistvu predlagala nadaljevanje poti glede na vajno značilnost, glede na vajne potrebe, a ne. Tako nekako. Ja, meni se zdi pomemben, zdaj, če smo že pri vsebini se malo ustavili, da pravzaprav izhajaš iz sebe, a ne. Vidiš neko potrebo, ki jo tudi sam zaznaš in probaš na to odgovarjati in prek tega mogoče še nekomu drugemu nekaj ponudiš. Zdaj, še ena taka stvar, ki jo je Bog uporabil zdaj na tem projektu je, da mi to ženo, preden sva bila poročena, sva bila pravzaprav 2 leti pa pol tako nadaljavo. Ona je živela v Angliji, jaz v Sloveniji in so uporabljala precej teh aplikacij, ki že obstajajo za odnose. In tako sem videl nekako, kaj deluje pa kaj ne, pa kaj dejansko ti pride prav. In iz tega pa smo probali tudi izhajati. In ja, to, kar je zdaj Benjamin govoril, neka taka pot, nekaj, kar ti vsak dan da eno premišljanje, pa ne da samo ti prebereš, ampak da moraš dati en feedback, nek odziv na to in da se pa skupaj o tem pogovarjata. To je v bistvu tista osnova, na kateri gradimo. Zdaj, Nejčeva vloga je pa, da vse te naše ideje, ki se pogovarjamo v vsebini, kaj vse bi radi imeli, da pol to malo filtrira
in pove, kaj se da, pa kaj se ne da, oziroma koliko hitro se da, kaj je zdaj mogoče narediti v tem kratkem času. Ja, tako jaz sem pri sebi začel eno tako osebnostno preobrazbo, sem se naučil reči ne. In poslušam, tako tam sedim, pa se delam, da me ni noter, ne. In potlej, ko tam slišam te pogovore, samo tako glasno rečem, ne, to ne, ne, hecam se, ampak dejansko je dosta enih stvari se odpira, ne? Še to bi radi, pa še to bi radi, pa pravi Miha, ja, a ne bi bilo fajn, če bi potlej, ko on to nekaj naredi, pa pol nekaj napiše, pa se pol tam pojavi, pa se Rekel Miha, resno, ali kaj, ne. Drugače, najceste začutim, kar rata živčen, to da veš, Ja, to pa sem terapeuta. Tako da ogromno, mislim, moram reči tako, če ste že opazili, ampak imamo se res fajn, ne, tako, v ekipi res luštno delati, tako, dosti enih takih, no, dvotipov, no, kako se tam reče lepo, ne. Hotel sem to reči, da kot programer, recimo, a pa mogoče bomo pošli o tej tehnični plati, ampak mogoče glede na vsebino, ne, ko zdaj nekateri, ko poslušate, pa ste dali že kakšen program čez, pa ste dali že kakšno, Fiat, Exodus, itd. Variante čez, pa si rečete, ima vsak dan, ne, imam otrok, imam toliko pravil, imam vsega tega in znam še vsak dan to delal, pa prebral, pa se pogovarjal, pa ono delo, pač moram reči, recimo, če izhajamo iz sebe, ne, iz najnega odnosa, recimo ženo, mi vidva, da ne, ni šans, ne gre, ne morva, trenutno ne. Občudujem pare, ki si lahko vzamejo pol ure, 1 uro časa na dan za to, ampak mi dva nismo še tam ali kaj, ali pa kakorkoli. V glavnem, hočem reči, da smo dali tudi velik poudarek temu, da preprosto naredimo stvar prebavljivo, obvladljivo, da ni tu zdaj sam s palco po glavu, pa zdaj boš pa delal do konca, pa tako naprej, ampak ogromno ene heterogenosti, raznolikosti, ne, v teh potovanjih, ko smo jih že omenili. Tudi nekako smo tudi upoštevali, na koncu se je nekako izkristalizirala ta ideja, ki smo ji dali tako kodno ime My Tempo, oziroma z mojim, z najinim v bistvu, z najinim tempom, ne, z najinim tistim, kolikor imava časa, to ga bova namenila ta dan. In bova šla pač, bova delala en korak v tem potovanju, toliko časa, kolikor pač ga bova, ne. Ne en dan, mogoče pa en teden, ampak bo stvar šla naprej, ne, tako. Se mogoče o tej mehaniki, ne, lahko še pa kakšno stvar rečemo, ampak tako glede vsebine, hočem to reči, da je stvar, sama aplikacija zamišljena zelo modularno, zelo splošno in ogromno različnih programov, ki bo vsakega nekaj najdu, ne, tako mislim. Ja, mogoče Janez bi ti to dnevno idejo razložil, kako bi naj izgledala. Simona, gledam te, še vedno vsi na vrst, sam bomo potem večkrat kasneje povedali, s čim se ti ukvarjaš. Ja, tako je pri nas, da pol Simona malo čakati. Ne, sej drugače zelo poslušamo. Ja, ideja je v bistvu, omenjamo zdaj potovanja, ampak da sploh razumemo, kako stvar zgleda. Bistvena enota oziroma bistvena vsebina, ki ti aplikacija ponudi, so potovanja. Lahko bi temu rekel program, rekli ste že izziv v primeru geneze, pa zakaj zakon. Mi smo rekli potovanja, zato ker gre dejansko za neko pot, tako kot je Benem rekel. Nekaj, kar ti je nekdo pripravil in te nekam pelje. Nekje si začel in nekje je cilj. In smo temu rekli potovanja, mogoče zato, ker se sliši tako zanimiv, pa tudi najn app se lahko prebere kot najn ep, da greš na neko epsko potovanje. In ta potovanja so sestavljena iz korakov. Korak ti lahko prinese različne stvari, ampak neka osnova je, da v vsakem koraku najdeš premišljevanje, vprašanje za pogovor, pa izziv ljubezni. To pomeni, ko se ti odpre nov korak, ni nujno, da ga narediš v enem dnevu. Lahko narediš 5 korakov v enem dnevu, lahko pa en korak delaš cel teden ali pa en mesec, če je treba. Ampak v tem koraku najdeš nek vsebinski majhen sklop, ki je prebavljiv. Zdaj, dati nekaj za prebrati. Prednost aplikacije je mogoče tudi to, da lahko stvar poslušaš, da ne rabiš vedno sedeti pred telefonom pa gledati, da lahko v avtu poslušaš ali pa kaj kuhaš, pereš, ne vem, se sprehajaš. Mogoče pri kakšnih potovanjih je dobro, da niso otroci zraven, ne, da pač poslušaš tako, ko si sam, ampak vse lahko poslušaš. In ko to poslušaš do konca, se ti odpre vprašanje, ki je povezano s tem premišljevanjem.
In zdaj na to vprašanje ti odtipkaš odgovor. Zakaj pomembno, da ga odtipkaš? Zato, da sebi daš neko istočnico, da sebi narediš neke oporne točke, o katerih se boš pol kasneje pogovarjal. Zdaj, ta vprašanje in odgovori delujejo tako, da mož pa žena, ki sta v nekem potovanju vedno skupaj, vidita odgovor šele takrat, ko sta sama napisala svoj odgovor. Se pravi, zdaj, če sem jaz svojo ženo, so oba premišljevali, oziroma najprej sem jaz napisal svoj odgovor in ona bo moj odgovor videla šele takrat, ko ona napiše svoj odgovor. Vidi, da sem odgovoril, videla bo približen, koliko sem odgovoril, tako bo zameglen in pa bo ona mogla najprej napisati, da bo videla, kaj sem jaz napisal. To je ena taka fora, ki sicer ni čist naša, ne, čeprav vemo, da je dobra, ampak smo si jo sposodili, pokopirali od ljudi, ki so šli pred nami in delali podobne stvari. In ko oba napišeta odgovor, pa se lahko začne tako pogovor med njima, da oba predebatira, ti si to napisal, jaz sem pa to. Mogoče sva isto, ful dobro, mogoče sva ful različen, dajva podebatirati. Hkrati pa v tem koraku dobiš še izziv ljubezni, ki te pa vab, da to, kar si prebral, spremeniš v dejanje, da to narediš tako živo v odnosu. Zdaj pri teh izzivih je tako, ne. Prebrali smo odzive na potovanje oziroma to, kar je bilo že narejeno pri genezi in zakaj zakon in smo ugotavljali, kaj je bilo ljudem všeč in kaj ni bilo. In dostikrat so izzivi taki, da nekateri jih zelo pograbijo, so nekaterim ful dobri, hkrati pa ta isti izziv nekomu res ne sede. In zato je pri izzivih narejen tako, da ga lahko ignoriraš in greš na naslednji korak. Lahko pa bomo hkrati v aplikaciji ponudili tudi neko knjižnico drugih izzivov, da tam zbereš nekaj, kar ti mogoče bolj sede ali pa je bolj primerno za tvojo življenjsko situacijo. Tako da to je neka osnova. Se pravi, na potovanje se vedno odpravita oba skupaj. O tem smo tudi dosti razmišljali, a je smiselno, da lahko gre en sam, pa mogoče tudi on nekaj pridobi, pa bo zakoncu tega nekaj imel. Ampak so rekli, ne, mi smo aplikacija za zakonce, za pare. In na potovanje morate iti skupaj. Tudi bolj varno je, če greš skupaj. In potem smo razmišljali o tem, kaj pa če gre en hitreje od drugega. Kaj če recimo ima en več časa, ne vem, je doma manj dela, ali pa si enostavno vzame več časa, mu to več pomeni, pa bo drug ostal zadaj. Sem rekel, ne, skupaj morate iti. Se pravi, na naslednji korak lahko greš še takrat, ko sta oba zakonca končala stvari, ki so v koraku. To je mogoče zdaj tako sitrno, ne, pa boste se tam, ja, zdaj ne moram iti naprej, ker ti še nisi nič naredil, ne, ali pa naredila. Ampak to je dobro. Zato, ker na potovanju moraš iti skupaj, ne more kar en prehitevati, pa drugega zadaj pustiti. Ampak mora to biti tako, nekaj, na kar greš res skupaj, ena skupna pot. In to hočemo tudi povedati s temi stvarmi, ki so obvezne ali pa neobvezne. Tako, kot sem že omenil, noter bo tudi knjižnica nekih izzivov, pa idej za zmenke, ideje še, da kasneje še kaj dodamo, pa še kakšne take zanimive funkcionalnosti kot rezervoar ljubeznika. Nejc reče, ja, to je lepo, da je ta ideja, bomo to enkrat naredili. Ampak ja, več enih takih bombončkov, ki pridejo prav, ki so dobri, recimo tudi opomniki na obletance pa rojstne dneve za tiste, ki so malo slabši z datumi, da ne boš nikoli pozabil na pomembne datume. Tako, druga stvar je recimo tudi barvna tema, ki jo vidite na teh plakatih, bo za moške pa ženske drugačna, oziroma za može pa žene, ker bi radi, da se vsako aplikaciji počuti doma in vidi, da je tako kot tudi vsebina, ne, ko jo pišemo, pri nekaterih potovanjih je ista, pri nekaterih pa pišemo ločeno za moške pa ženske, da dejansko vsak dobi tisto, kar bo njega nagovoril. Govori o isti stvari, sam iz različnih vidikov. Tako, to je nek hiter povzetek tega, kar smo razmišljali in kaj se v aplikaciji dobi. Ne vem, sem še kaj pozabil bistvenega ali... Odlično si povedal, Janez, hvala. Ja, naj povem, da tukaj sedimo ožja ekipa, ne? Se pravi, da imamo še kar nekaj že zunanjih sodelavcev, tako prostovoljnih kot za krajši delovni čas kakšnega študenta, ne? Nejc je začel kar zelo zgodaj govoriti, jaz bi pa rabil tukaj le še kaj pomoči, ker se počutim tehnično podhranjenega oziroma časovno podhranjenega. Ja, ne, se vem, kaj si hotel reči. Ja, že. Ja. Pač tako, a ne, sej, ja, jaz sem učitelj, ne programiranja, to ne pomeni, da znam programirati, ne, sej. Če ne znaš učiš, ne, če pa ne znaš učiti, si pa učitelj telovadbe. Ok, pustimo, to je star vic, no, se ste ga že slišali, ampak... Tudi učitelji telovadbe ste dobrodošli v tej aplikaciji. Ne, tudi za enega filma se ste najbrž gledali, ne. Ampak, ja, jaz bi tukaj res se zahvalil
Se najbrž tisti, ki tole poslušate pa gledate, ste najbrž tudi maile že dobili, pa ste jih videli, a ne? Naše glasbene želje. Na začetku pač septembra, ne vem, smo rekli, ok, 3 mesece časa imamo, v 3 mesecih bomo naredili aplikacijo, ne? Jaz sem pa začel malo tisto študirati, pa malo se pogovarjati z drugimi pa tako naprej, pa so me moji kolegi programerji, ne, so me samo tako gledali, so rekli, kakšno ekipo, koliko ljudi pa imaš, a ne? Rekel, ja, ne vem, enega pa pol. A ti boš to naredil v 3 mesecih ali kaj? Rekel, ja, ne vem. Ja, so rekli, ne boš. No, v redu, ok, no in tudi, ja, ne bom, ne. No in ne, nisem niti približno sam, sem res hvaležen najprej Primožu Padarju, ki je dejansko vskočil približno 1 mesec nazaj, če se prav spomnim, ne. In je res tudi potegnil naprej, mene ogromno naučil, tako da je glavni razvijalec za ta, tako mi temu na faksu rečemo, smo rekli, a ne, čelni del, a ne, se pravi tisto, kar boste videli, a ne, to, kar vidite tlele na plakatih, dejansko to glavni programer je Primož. In zdaj, a ne, tudi čist frišna novica, naš drug mail, ko je šlo okrog, a ne, naše pismo svetemu Nikolaju, a ne, je pa Matevž Poljanc se nam pridružil, tako da res ful vesel, da smo dobili te okrepitve, no. Pa tudi, a ne, če se kdo čuti še nagovorjenega, ne, ja, tebe gledam, a ne. Če bi rad prišel, a ne, prid, a ne, imamo dosti dela programerskega, tazga in drugačnega, tako da vedno vabljeni. Imamo tudi še mize tam v pisarni, kar velika je. Placa dost. Ja, prostor je velik. Veseli smo, da se nam tam pridruži tudi Franci Bačar, ne, čist, ki v bistvu deli svoje strokovno mnenje, ima pa marketinško agencijo in on v bistvu je tisti, ki zdaj največ sodeluje s Simono. In ona dva sta tista, ki razmišljate o tem, kako to aplikacijo približati ljudem, ki v bistvu jo potrebujejo. Tako da Simona, evo, pa smo prišli do tebe. Tvoja zadolžitev je v bistvu zdaj najbolj marketinška, ne? Ja. Jaz sem bila tudi na začetku na vsebini, na tem ženskem vidiku, da prinašam ženski pogled, pa diževstvo noter, a ne. No, pa me je malo zadela naloga marketinga, kar lahko rečem, da mi je kar pisana na kožo. Vedno sem rada navduševala ljudi za diš, nisem vedela, da se temu reče marketing. Ampak dober. Ja, tako da tukaj pa tudi z moje strani zahvala čisto vsem. Klicali smo okrog 130 parov, 86 vas je pripravljenih iti na župnije, se izpostaviti najprej v cerkvi in potem še zunaj za zakonci, pripraviti igre in predstaviti našo aplikacijo, tako da res iskrena hvala vsem. Ne smemo pozabiti le še na Katjo, naša Katja Cverle, ona se je tudi kot prostovoljka vključila k nam, pa dela, po mojem, kar polni delovni čas, no. Res aktivna, pride tudi k nam v pisarno, iz Maribora se pripelje, tako da je res fajn, no. Bog kliče kar poprek. Res je. In iz tega vsebinskega vidika sta zdaj še Saška v Cvirk prišla zraven, pa Mica Škobrne in tako da v resnici nas ne manjka, no, in se zadeva res hitro razvija, ker si želimo, da bi, ko bomo z aplikacijo lahko realno prišli ven, to bo pa, ne bomo obljubljali datuma, ampak v začetku prihodnjega leta, da bi bila tudi ta naša vsebinska knjižnica vsaj do neke mere že pripravljena. Ta časovna omejitev 3 mesecev je pač nekaj, kar smo si največ lahko upali privoščiti tudi iz finančnega vidika pri družini in življenju in dejansko bo treba čist upravno razmisliti, kako te stvari potem naprej zapeljati. Dejstvo je, da ta aplikacija Nine-App, ker te ljubim, ne, prihaja v slovenski prostor kot prva aplikacija za zakonce, prva aplikacija za pare. Takšne aplikacije pri nas še ni. In kolikor se uspemo razgledati po svetu, je v resnici tudi v katoliških krogih v mednarodnem smislu ni. In je dejstvo, da pač gre za nek projekt, ki ima večji mednarodni potencial, ne gre samo za slovensko zgodbo. Upam si potrditi, da bomo slovenski zakonci tisti, ki bomo prvi od tega lahko kaj profitirali. Tako nekako. Miha, čas je, da poveš nekaj zabavnega na ukaz. Zdaj.
kadar je najživčen, sem jaz pa zadolžen, da to v pisarni Mehan sprostim, a ne najc. Hecam se, ampak mi je rekel Benjamin, ti si zadolžen za humor. In sem rekel, če kaj sovražim, pa je, da mi rečeš, da bo smešen. Ker to nikoli ne rata, to ne more ratati. Ampak dobro, sem se pripravil, sej smo vsi navajeni, tako kot Simona pa Janez pa Nejc, da pač, ko ti Benjamin reče, se znajdeš in narediš, sem rekel, v redu. Dva vica vam lahko povem. Dva bo ta, tako da en za moški in pri enem se moški smejali, pri enem ženske, tako da se lahko umirite, če niste lih prvi na vrsta, prav. No, v glavnem, Bog je ustvaril Adama in ga je pustil dol v raju, ga je malo pozval, kako se on obnaša in kako mu gre. Kako mu pustil, ne bom zdaj vsak dan nekaj sprašoval, si v redu, ker rabaš ali tako. Pride čez en mesec, Adama ga pozdrav, prav Adam, kako je? Prav Adam, tako, v redu. Prav Bog, kako v redu? A ni odlično? Ni odlično, tako mislim, vse več so v redu, sam se nimam kaj zgovarjati, opice so tečne, z levi nimam komunikacijo, samo eno slabo zadevo, enkrat so mi nekaj naredili, tako da ne vem, ko bi to sploh povedal, ampak nekaj mi manjka, pa prav Bog, kad ti je dolg čas, prav, po mojem je to, po mojem je dolg čas. Prav Bog, ok, ti bom nekaj ustvaril. Kaj boš ustvaril, Bog? Naredil ti bom boginjo. Prav, boginjo mi boš naredil, kako va to zgleda? Boginja je čudovito bitje. Posluša, ne daje komentarjev, spodbuja, pohval, opaz tvoje majhne napredke, skozi te spoštuje in ob tebi in ko prideš iz šihta, ne govori preveč, da ti dober obrok, se usedeš za kavč, ti da pir, reče, zaslužil si ga, zvečer vpraša si danes tudi za stvar, ti rečeš ja in sta in to je boginja, prav Adam, naredi mi to boginjo, pa prav Bog, počas, nekaj materijala bom rabil, prav Adam, kako misliš nekaj materijala? Rabo boš dati uč, tako da ti gre globinski vid, levo del pljuč, boš tudi mogel dati tako, da mehen boš bolj zadihan, ena ledvica gre pa en modo ti gre, tako da boš mu ful manj spolne želje. Prav Adam, ko? Vse to? Prav ja, lej, čemo narediti boginjo. Modo, pljuča, uč tudi takaj. Ja, to je dosti. 2, 4, 6. Kaj jaz dobim za narebr? No, zdaj se moški malo posmejali, ampak Bog je tudi kontra, tako da, ker sem obljubil, ga bom povedal. Ta pa drug je Bog ustvaril Adama in ga je pustil dol in rekel, ga ne bom vsak dan sprašal, kako si, in je prišel čez 3 tedne. Veste, kaj je videl? Videl enega divjaka, votlino, kjer je živel, vse posvinan, smetine odnesel, hrana je ostajala, plesniva, z becom se je skregal, kozam je nagajal, opicam je težil, rigal, vse drugo, kar pač moški počnemo, ko smo sami. In gleda tega norca tam po raju in reče, mislim, da znam tudi bolj. In je naredil še Evo. Bravo, hvala lepo. Da ne bo zdaj izpada, kot da nimamo kaj za govoriti, pa pol Miha levice prepoduje, ampak to se dejansko dogaja, ko delamo v pisarni. Miha zasludi, da smo preveč tih, pa da je tako, nekdo ima preveč rame napete ali neki, fanti sem pa jaz nekaj povedal, ali pa tako, če si bolj nazraven, pa reče, zdaj pa jaz nekaj povedal, poslušajte. In pol pride na vrsto vici in pol jih pokam in pol Nejc reče, lahko še delamo in gremo nazaj resno v akcijo. Mislim pač, kaj, zato ker imamo očala, ali zakaj? Se name spravo zdaj, ne? Mislim, ok. Ne, ampak dejansko je tako, kot smo rekli na začetku, tako vsebinsko kot čistko odnosno. Vsak od nas je z razlogom v tej ekipi, se mi zdi. In vsakič, ko nekdo manjka ali pa ko ga ni, je nekaj manjka in ne grejo stvari tako dobro. Tako da je to, ne vem, če bi Benjamin res načrtoval sam to ekipo, dvomim, da bi tako dobro sestavil, pa sem spoštovanje, ampak... Res je. Hvala Bogu. No. Meni je zelo pomembno, da tudi vi kot ekipa z zelo veliko resnostjo, pa hkrati tudi precejšno mero sproščenosti, vzdržujete ta odnos z Bogom. Ekipa vsako jutro, ko se dobi, imamo res velik blagoslov, tukaj se res javno tudi v resnici zahvaljujem gospodu Juriju Zadniku, župniku iz župnije Ivančna Gorica. Pri Svetemu Jožefu smo, v dvorani Svetega Jožefa se dela in vsako jutro se gre na kor, ki je v bistvu že cerkev, se tam prebere dnevna Božja beseda, se ob njej pogovorimo. Kaj pa naredimo, Nejc? Ja,
nekaj smo se mogli naučiti tudi nekaj novega, ne? Tako da, ker se hudič boji veselih ljudi, a ne, pol zavriskamo mi, a ne, 3-4 zdaj. In pol gre, a ne, pol gre. Tudi v klanc, če treba, ne. Točno tako. In pač čez dan zmolimo angelovo češčenje, tako da v resnici smo v stalni navezi z Gospodom in vemo, da brez njega to delo pač ne bi šlo naprej tako, kot je treba. Želimo, da to je en tak velik klic parom danes, da se vendarle da in se veselimo tega, kar pride. Želeli smo napovedati dovolj vnaprej, zato da ustvarimo malo pričakovanja, da se zdaj v tem adventnem času majčkeno odkupimo, ker letos ni takega izziva, kot je geneza, ampak da povemo, da se pripravlja nekaj boljšega. Tako da to je to. Bi mogoče še od vas kaj povedali, kdo kaj dodali? Ali vprašamo koga iz publike, če ima kakšno vprašanje? Pa ne vsi naenkrat, prosim. Okej. Se vendarle kamere ne pokažejo, ampak nekaj vas je tle, ampak ste vsi previdno tiho, tako da Aleš Čerin, imaš ti kakšno vprašanje? Nimam vprašanja, imam pa srce mi zdajle gori v hvaležnosti za to ekipo, za to, kar Bog dela po vas in se veselim rezultatov in mislim, da bo to eno ogromno delo. Hvala. Ok, se pravi, Aleš pravi, da se veseli tega, ja. Se pridružujem Alešu in sem Bogu hvaležen za vas in sem ponosen na vas. Hvala vam. Hvala. Dobro, ja. Se pravi, res se priporočamo v to, da nas spremljate, da se nam pridružite na spletni strani nineapp.si, ki že živi. Se bo še kaj malenkostno spremenjala, ampak dejansko gre za stran, kjer lahko izveste kaj več o sami aplikaciji, kjer se lahko upišete v čakalno listo. Nejc, tebe prosim, da majčkeno razložiš, kaj se v tehničnem smislu še zdaj dogaja, kaj je še vse treba sprogramirati in kako bo potem izgledal ta onboarding, se pravi, kako bomo potem te pare povabili v samo aplikacijo v začetku leta, ko bo ta na voljo. Mi smo res veseli in imamo res tudi to, da se dela aplikacija v smislu native appa, se pravi aplikacije, ki bo na voljo v Google Play in v Apple trgovini. To je v resnici en tak pospešek, ki se je zgodil s Primoževim prihodom in pomeni, da se v bistvu razvoj dogaja še pohitreje, kot smo mislili in je pa ob tem tudi nekaj več dela v resnici. Ja, sej najbrž večina, ko to posluša, si misli, čak, ti si programer, ampak Primož pa dela aplikacijo, kaj pa ti delaš, ne? Ja, pač nekdo je pa šefa, ne, a veš, ne more, ne, hočem reči, da ne, se pravi, ves ta sistem, ki je v zaledju, se pravi, od podatkovne baze naprej, se pravi, treba je razviti tudi prav namensko aplikacijo, ki bo služila urednikom, da bodo to vsebino dejansko napisali, jo shranili, urejali, ki bodo dejansko naredili vso to mehaniko zadaj. Tako da to jaz delam, čisto opomba. In tudi tale spletna stran, nineapp.si je zaživela pred kratkim, tudi hvala Primož, ko je glih zdaj na... Tik preden smo prišli na oder, smo še par fines malo popravljali skupaj, tako da to, fajn, tako adrenalinsko, super je. In zdaj na spletni strani, boste tudi takoj na začetku, takoj na vrhu je en tak gumbek, prijavita se, in klikneš gor in prideš do spletnega obrazca, ime, priimek pa vaše poštni naslov. Noter se upišete, kaj se zgodi, boste šli na čakalni seznam oziroma na seznam kontaktov, katere bomo tudi mi potem, če se boste prijavili, vas bomo obveščali o izidu, obveščali vas bomo o kakšnih novicah in tako naprej, tako da boste lahko v neposrednem stiku s tem, kaj se dogaja, se večino, dosti stvari se tudi na Diževi strani vidi pa tako naprej, ampak vseeno ustvarjamo en krok, ki jih želi biti obveščen ali pa tako. In ok, se pravi, se boste prijavili in potem boste obveščeni, kdaj bo izid,
dobili boste tudi navodila in tako naprej. Tako da dejansko, ko bo aplikacija šla ven v trgovino, se pravi na Google Play, App Store, boste dejansko to si lahko namestili, a ne, na svoje pametne telefone. Seveda, namestili si boste lahko to aplikacijo tudi, če se ne boste na čakalni seznam prijavili, ne. Noben problem, ampak na nek način date tudi svojo podporo, ne, lahko bi rekel moralno, ali pa tako date, a ne, da vidimo, da vas zanima, a ne. Drugače delati za nekoga, ne, če veš, za koga delaš, tako. Drugačen feeling je, drug žmohta, ne. Če veš, da recimo, ne vem, mogoče to pa 1000 ljudi zanima, ne. Tako da, to je v bistvu na kratko to, no, se pravi, ko se boste prijavili, boste obveščeni in ko stvar zalaufa, ko bo dejansko v trgovini na voljo, boste lahko začeli uporabljati, ne. Tako. Ne vem, a sem še kaj pozabil, si to mislil najbrž. Ti povej, če si kaj pozabil. Ja, to je tako. Ne, lahko, ja, Janez povej. Po mojem je to iz tehničnega vidika več ali manj to. Se mi pa zdi res dobro, kot si rekel, da je drugače delati, ko veš za koga. In to je tudi tako meni zanimivo. Jaz nisem sicer tako nek del diža ali pa tako poznam, kaj se dogaja, kaj delati, tudi sem že nekje v manjši meri sodeloval zraven. Tako res je zanimivo delati v eni taki skupnosti, ki benami nekoga pokliče, pa so kar prostovoljci, pa kar ljudje pomagajo. In to je res tako dobro, ko vidiš, da so ljudje za stvar, da nekdo čaka, da je nekdo vesel. Ampak po drugi strani se mi zdi, na začetku smo že se predstavili, sam smo po mojem malo zgrešili tisti del, tako kot je Aleš prej rekel, zakaj ti gori srce, ker se mi zdi, vsak od nas, ki je v tej ekipi, je tudi z enim žarom prišel sem noter. Tako z enim klicom, zakaj ti prav ta aplikacija, prav ta ekipa zdaj nekaj pomeni. In zame osebno je bil to recimo eno tako, ne vem, spoznanje ob poroki ali pa že prej. Ker prej sem bil pač v bogoslovju, sem razmišljal bolj v tej smeri in pol bil nekaj časa sam. Ampak ko sem prišel tako v odnos s punco, pa pol v zakon, to je eno spoznanje, koliko je lažji, če imaš zgrajen odnos z Bogom. Oziroma, koliko se te stvari prenesejo. Če ti veš, kaj verjameš in imaš osebno tako dobro podobo Boga in to je nekako zgrajen, koliko so stvari v odnosu lažje. In to je nekaj, kar bi tudi rad dal v to vsebino in pokazal še komu drugmu. In zato smo tudi, to je bilo vprašanje na začetku, če malo vztrajati oziroma poudarjati, da smo katoliška aplikacija, pa tudi vsebino na tak način pisati, pa marketing delati, a rečemo, da bi radi pomagali tako bolj širši množici zakoncev. In smo rekli, ne, mi smo katoliški in verjamemo, da to je res pomemben, da to pomaga. In to je en tak žar, ki ga imam jaz, da bi to zakoncem predal. To, kar je tudi diževa ideja, ne, da če greš ta zakonca vsaki svoje strani bližji Bogu, greš ta vedno bolj skupaj. To je nekaj tazga, kar me je poklicali, prepričali in kar imamo v mislih, ko delamo vse to. Ampak verjamem, vem, da ima vsak od vas tako neko svojo zgodbo in se mi zdi vreden tudi to deliti. Se nekdo bo začel. Ampak... Simona. Ja, no, midva z možem pa sva vodila 2 zakonske skupine, zdaj sva v 2, eno sva predala, ampak sva še vedno noter. In mene pri teh zakoncih vedno mi je tako zoprno, ko naredimo prvi krog in sem slišal, nisva še na zmenek, midva pa nisva uspela, No, midva imava 6 otrok, pa greva na zmenek, ne? Včasih tudi vsak teden. Pogovarjava se redno vsak večer, če ne rata, ne, da en zaspi, se pa zbudiva zjutraj, pa se pogovarjava. In se mi zdi tako, ko poslušam, joj, ali ne veva, kaj bi, a ne? In zdaj sem rekla, evo, midva pa veva, mi pa vemo, kaj bi počeli drug z drugim, a ne? Bomo pa to delili, pa bomo tudi prosili potem vas, da vi date svoje ideje, da bo teh idej veliko in potem ne boš mogel imeti izgovora, da nisi vedel, pa ne veš, kaj bi. Tako, moj modri plamen. Hvala. Ne vem, zdaj, kar razmišljam, mislim, da imam več nekih takih ognov, ampak zdaj izpostavil bi tistega, to se prav meni se itak zdi, da je zakonska zveza, trdna zveza nekaj najbolj pomembnega. Bi kar pač dal kot vrednoto, najbolj pomembnega,
ker itak kot psihoterapeut velikrat vidim, koliko bolečine naredi en razhod, en neurejena zveza. Ampak ne samo takrat, koliko to zaznamuje ljudi za celo življenje. Pač to, jaz težko poznam včasih kakšne terapije, ko ljudje pridejo po ne vem koliko letih starejši in rečejo, razvez svojih staršev niso naredili. Ali pa včasih mi je tako težko, ko vidim, koliko malo ali pa tako ljudje kar ne spustijo, da bi naredili res nekaj na odnosu, ne. Padejo v neko borbo, takrat, ko so stvari že napete, ali je to pred razvezo, ali je to pri izkušnjah in potem je samo neka borba, ne, brez enih osnov za odnos. Totalno neusposobljeni. Žal za njih, žal za njihove otroke, žal za vse okrog in mislim, te bolečine res so veliki in zdaj, ko sam razmišljam, da lahko nekaj dajem, prispevam k tej celi zadevi, ki upam, da bo vsaj kakšen par ali malo predramna, ali jim daje ene osnove. Se mi zdi, se mi zavedamo, ali pa jaz se zavedam, s tem aplikacijo mi ne moramo rešiti sveta. Ampak lahko pa neke dobre, mislim, zelo pomembne stvari damo, predramo, na nek način damo nek tist, ko se že reče, indikator, da človek vidi, da nekaj ne štima, ne? Če ti nisi pripravil neke naloge narediti za zakonca, ki ti je pretežka, ki ti zdaj ne boš, če si nisi, mislim, jaz itak kar pike dobim, ker reče, ja, ne bom 10 minut na dan, pa nimam časa za najin zakon, ne. 10 minut, za vse drug imaš, ne. Tako da no, pač mene tukaj res dober, ker upam in verjamem, da bomo prispevali in tudi aplikacija, kolikor pač bežimo stran od tehnologije, pa to omogoča, ne. Da lahko ponesemo marsikomu, marsikje in verjamem, da to bomo naredili, tako da to mi je pač res v veselje in tako, lahko rečem, da sem ponosen, Katoličani ne smemo biti ponosni, ne? Ampak sem ponosen, da sem zraven, ne? Hvala, Miha. Ja, podobno, kot so rekli, jaz ne maram aplikacij, ne, ampak ne, hecam se. Ne, tako, no, dostikrat se zalotim, recimo, da ženo gledava noter v telefon, pa vsak nekaj svoje, pa ne bi bilo fajn, da bi imela nekaj skupaj, ne. A ne bi bilo fajn, da imava nekaj najnega, ne, nek app, ko je najn, ne. Pa najn ne, a ni to fajno, pa imava skup greva, pa skup nekaj delava, pa imava skupno zgodbo, tako. Jaz že od nekdaj sem tako sanjal o tem, prav sanjal, da bi delal nekaj, kar bo uporabno, kar pa po možnosti, če bi bili zraven, lahko še malo duhovnosti dal, pa to pa bilo super, ne? Da bi lahko nekaj naredil, tudi, da bi lahko nekaj vrnil, ali pa nekaj dal nazaj tudi skupnosti. In tle se je vse poklopilo, no? Res v tej zgodbi, tako da res sem vesel. No? Ja. Hvala, Nec. Zdaj, jaz, ko sem vodil, še enkrat vzamem besedo, ne. Ne, ampak tako sem razmišljal, še ena taka stvar je, zdaj, ko sem glih na sveže poročen, ne. Nama je res dober, mi da uživa in se imamo ful dober in sem tako... Bo že videl. No, točno to, ne. Točno to, pa slišiš zakonce, ki so dlje časa poročeni in so tako, ja, sej, na začetku je vedno fajn, boš že videl, ne. In sem jaz tako pa, ne verjamem, da mora biti tako, ni treba, da je tako. In poznam zakonce, ki ni tako. In mi je, to je tako eno moje gonilo, da že zdaj takoj na začetku, dokler mi je še lepo, da ohranjam to in da povem, da mislim, da delamo eno aplikacijo, ki ne verjame v to, da je lepo samo na začetku. Ampak da ustrajaš in da je lepo vedno bolj. Da če delaš, če si vzameš malo časa, da ti ena aplikacija mogoče pomaga pri tem, da te samo spodbudi, da ti je en tak indikator, da začneš zaznavati, ko si malo zašel z tega, kar je bilo na začetku, ampak da res rasteš zato, ker ni treba, da je vedno slabš. Hvala, res je. Dejstvo je, da se odtujevanje dogaja samo od sebe, ne, v odnosih in tega je ogromno. Potem so pa vstopna mesta za kam jet, ne, ali na terapijo, ali v zakonsko skupino, ali pa tudi na seminar so zelo visoka, ne. In v resnici s to aplikacijo znižamo ta vstopni prag, da je mnogo lažje ljudem
pa ja, pa bojo imeli še to na telefonu, ker telefone imamo itak v roki, a ne, povprečno vsak 100-krat na dan pogleda. Zakaj ne bi z božjim sporočilom in sporočilom o tem, da se da graditi odnose, srečali ljudi točno tam, kjer dejansko so, a ne. In aplikacija taka, kot je, pač 10 minut na dan boš preživel v njej, več pa ne. In ne želimo, da so ljudje po cel dan gora, ne. In ne bojo imeli kaj početi. Tako da v resnici s to mikrorutino dnevno pa verjamemo, da lahko prinesemo k večji globini, opažamo tudi pri družini in življenju, da res se ta sivina prikrade tudi v odnose, kjer ljudje delajo. Ne? In v resnici, tako kot si Simona rekla, ne? Se pravi, greš na skupino za sebe, za zmenk, ne najdeš časa, tukaj se tudi midva s Sašo najdeva. Našla sva se pa tudi v tem, da ko sva testirala aplikacije, ki so zunaj, pa sicer vidiva, da vsebinsko pelejo čisto v neke druge smeri, ki jih mi ne želimo, so pa kot dokaz tega, da je princip dela na ta način dober, pa so in so naju Sašo tudi prepričale, tako da v resnici vidimo, da je to, da je prav, da se dela v to smer. Vabimo vas, da nas še naprej spremljate ali preko www.dis.si, kjer bomo tudi objavljali kaj novic o tem, predvsem pa, da se nam pridružite na čakalni listi preko najinapp.si in da se vidimo na drugi strani v aplikaciji drugo leto v začetku, ko bo notri, sej bomo delali rompompoma, ne Simona, tako da boste dobro zvedeli, kdaj točno pride aplikacija ven in ja, pa zmolite kaj za nas. Hvala lepa. Hvala.